Lep pozdrav, dragi gledalci, na tokratnem internet-viewju, ki bom majčkeno drugačen. Ponavadi se ukvarjamo v internet-viewju z zelo konkretnimi temami, danes bo pa tale pogovor z mojim gostom majčkeno bolj sproščen. In sicer želela sem izkoristiti priliko vrnitve mojega sogovornika nazaj v domovino, zato da majčkeno z drugačnimi očmi, mogoče malo bolj tako ljudsko spoznamo Kitajsko, v kateri se večinoma bolj pogovarjamo o številkah, pa v njihovih načrtih, pa v smislu, kako prehiteva zahodni svet v zadnjih letih. Skratka, Kitajska se je v zadnjih 20 letih zelo spremenila. Moj sogovornik danes je Blaž Refe, ki je zadnjih 8 let živel na Kitajskem in se je v bistvu pravkar vrnil nazaj v domovino. Delal je v avtomobilski industriji, v družbi Elafe, in nam bo zdaj lahko iz prve roke povedal, kako je živeti, delati na Kitajskem, pa kako zakulisno zgodbico, ki jih ponavadi iz takih zelo suhih člankov ali pa prispevkov na televiziji ne vidimo. Pozdravljen, Blaž, torej. Hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Ste se že navadili nazaj na Slovenijo, pa slovenske posebnosti? Ja, mislim, da se počasi navajam in po tolkem času dejansko, ko prideš tudi nazaj domov, doživiš neke vrste kulturni šok. Ampak gre, zdaj sem tukaj že en mesec in mislim, da se bom kmalu dobro ufuril. Kaj je bil največji kulturni šok? Ja, bi rekel, da infrastruktura, ne? Se pravi, najprej, ko zapelješ na ceste, vidiš, da so te res neverjetno ozke, dostikrat tudi ne preveč dobro vzdrževane. In pa potem seveda mesta, ne? Še vedno tudi iz mladosti imaš nekje v glavi, v ozadju, da Ljubljana je pa mesto, ampak dejansko potem, ko priješ v Ljubljano iz kitajskih mest, tako ker gledaš, ki pa je kakšna visoka stavba, pa ki so pa kakšne avenije, naprimer. Ne? Ampak, gledajte, korak po koraku mislim, da se bom kmalu spet navadil na Slovenijo. Sem slišala, da imate malo težave tudi s prilagajanjem na ta naš nazaj mediteranski, balkanski tempo življenja, da ste bili bolj navajeni na vidka tempa. To je res, ne. Je pa tudi res, da v bistvu partnerji, s katerimi pa zdaj delam tukaj v Sloveniji, so pa vsi tudi, če tako rekoč, v 6. prestavi, tako da moj delovnik je še vedno kar intenziven in v tem uživam, tako da mislim, da bo tudi to šlo dobro. Dobro. Zdaj, zato, ker bo danes tale pogovor majčkeno drugačen in zato, da si boste tudi vi lažje malo predstavljali, o čem bo Blaž govoril, sem ga prosila naj pripravi tudi kakšne fotomateriale, da bomo lahko iz prve roke videli, v čem je on živel zdaj zadnjih 8 let. Zdaj za začetek, dajva povedati, kje ste živeli. Ja, jaz sem tukaj res pripravil par slajdov o Kitajski, pa potem tudi v mojem mikrookolju, kjer sem živel. Torej, mislim, da vsi poznamo Kitajsko, ne, torej največja država v vzhodni Aziji. Lahko jo pa vidimo iz različnih perspektiv. Zdaj marsikdo me vpraša, kakšen je pa GDP per capita Kitajske, ne. Pa ugotovimo, da je tam $12,000 ali pa $14,000, pa se potem zdi, to je pa neka relativno insignifikantna, nerazvita država tretjega sveta. In mislim, da jo številni Evropejci, kljub vsem novicam, ki jih dobivamo iz Kitajske, še vedno na ta način dojemajo. Jo pa lahko gledaš tudi seveda iz druge perspektive, ne, da je to država z največjim mesti na svetu, z 1,5 milijarde populacije, pa tudi zadnje čase z najbolj visoko in pa dovršeno tehnologijo, še posebej na področju internetnih tehnologij pa povezljivosti. Ja, če vas majčkeno prekinem zdaj, da ste pokazali zemljevid Kitajske, kje ste bili vi locirani? Tako, zdaj tukaj vidimo provinco Zhejiang, jaz sem bil v glavnem mestu te province, to je Hangzhou. Tukaj le vidimo tudi delto reke Jangtze in pa tukaj je pa Šanghaj. Torej, jaz sem bil efektivno 200 km oddaljen od Šanghaja. Imam pa še tudi bolj specifične zemljevide, pa bi jih zdaj le pokazal, tako da Kitajsko umestimo v neko tako geopolitično sliko. Tukaj še mogoče
ko sem govoril o ekonomiji, ne, kako je Kitajska razvita. Torej, ekonomija Kitajske je pravzaprav tako velika, kot ekonomija celotne preostale Azije skupaj. Potem pa, če gremo še malo bolj detaljno pogledati, kje leži Kitajska, torej tukaj vidimo še te kitajske province, ne, in seveda postavljena je na rob južno-kitajskega pa vzhodno-kitajskega morja. In na tej sliki v bistvu bi rekel, v redu, sej to je dežela, kot jo poznamo, meji tukaj na ocean, na neke sosednje države. Ampak v bistvu, ko se pa poglobimo malo bolj v detajle, to bi pa pokazal na naslednji sliki, ki pa kaže pač ta satelitski posnetek, ki nam prikazuje tudi morsko dno, pa vidimo tukaj neke kordiljere, oziroma tukaj imamo potem te vulkanske otoke, kateri vidimo, da se razprostirajo vse od Japonske, pa potem preko otokov Okinawa, ki še vedno pripadajo Japonski, preko Tajvana in potem tudi dol preko Filipinov. Potem temu se reče tudi First Island Chain, oziroma prva veriga otokov. Potem v ozadju imamo pa še to drugo verigo otokov, kjer so pa otoki, kot je na primer Saipan. In iz teh otokov pa zanimivo, so pa štartala tudi letala, ki so potem odvrgla jedrsko bombo na Japonsko med drugo svetovno vojno. In takrat se je pa začela potem formulirati slika Pacifika, torej zahodnega Pacifika. In kaj tukaj ugotovimo, da je v bistvu Amerika prevzela nekak primat nad vsemi temi državami, tukaj pa tudi nad Tajvanom, Južno Korejo, in ima tam recimo temu svoje vojaške baze, kar pa Kitajsko zelo moti. Vsem te otoške verige, ki so tukaj še enkrat malo bolj jasno zrisane, jim nekako zapirajo dostop do odprtega morja in s tem tudi deloma do mednarodne trgovine. No, tukaj sem hotel samo narediti ta uvod, da Kitajska je na prepihu. Je na prepihu, ne samo dobesedno, ampak tudi figurativno v smislu, ker so tukaj druga zavezništva na njenih mejah. Dobro. Zdaj, vzpon Kitajske se je začel tam nekje, recimo po letu 2005, oziroma razvoj Kitajske, s temi znamenitimi petletkami. Je pa zelo pospešil ta razvoj pa po letu 2010. Jaz se spomnim, ko sem bila na Kitajskem, točno v Pekingu in v Šanghaju leta 2007, je bilo sploh v Pekingu zelo na proste oči vidno, kako oni zaostajajo za zahodnim delom Evrope. Takrat, ne vem, zelo mi je ostalo v spominu, da so bili vsi avti ali fake jete Volkswagenove, ne vem, če se sploh še jih spomnite, ali pa fake Renault 19. Šanghaj je bil že takrat neka posebna mesto zase, ki je bilo že takrat dosti internacionalizirano. Skratka, zdaj vi ste pa bili tam zadnjih 8 let, ko se v bistvu najbolj Kitajska spreminjala. Kako je to izgledalo recimo v praksi, ko ste prišli tja, kakšno je bilo vaše mesto Hangzhou, pa kakšno je bilo zdaj, ko ste ga zapustili? Zanimivo vprašanje. Jaz bi se mogoče vrnil še majčken bolj v zgodovino. Torej, jaz sem se na Kitajsko preselil leta 2016-17, oziroma poslovno smo začeli sodelovati z njimi že kakšno leto prej. Sem bil pa prvič na Kitajskem leta 2011, tako da bi mogoče to vzel za referenco. In res je, naprimer še leta 2011 se spomnim, ko si se ti sprehajal po Pekingu ali pa po Šanghaju, zvečer, naprimer, si dobil lahko čist črn izcedek iz nosu od tega onesnaženja. Veliko ljudi za dnevni transport iz potrebe še uporabljalo kolesa. V zadnjih letih se je pa to enormno spremenilo. Prav kolesa bi rekel, da imajo eno tako simbolično vrednost. Najprej zato, ker so jo Kitajci v začetku uporabljali predvsem kot dnevno prevozno sredstvo, s katero so se vozili v službo. Potem v naslednji fazi so seveda vsi tisti, ki so si to lahko privoščili, in to so bili številni, so si kupili avtomobile. Potem so mesta postala tako preobremenjena z avtomobili, da so se spet začeli vračati k kolesom, ampak na drugačen način. Namreč kolesa niso bila več lastniška, ampak si kolo lahko pobral na ulici, si poskeniral neko kodo,
kolo se je odklenilo in se lahko pelješ na poljubno destinacijo znotraj mesta in ga na poljubnem mestu odložiš, zakleneš in greš naprej. Kako bicikel? Podoben princip kot bicikel, vendar brez teh docking stationov. Ti kjerkoli na ulici si lahko vzel kolo in ga tudi kjerkoli odpustil, pa ni bilo nekih signifikantnih kraj, naprimer, na tem področju. Ampak kaj, pol pomeni, da je to vse razmetano po pločnikih, skoke v Ljubljani, skiroji? Ja, dejansko v prvih letih, ko se je to začelo pojavljati, to je bilo tam od leta 2016 do 2018, so ta kolesa dejansko bila povsod in dejansko so bila razmetana. Ampak zdaj, po covidu ali pa že med covidom so pa začeli urejati ta sistem, tako da imaš ti na ulici jasno zarisana parkirišča za ta kolesa in tudi na aplikaciji ti pokaže, kje ti to kolo lahko odložiš, saj praktično vsak pločnik ima tako mesto za odlaganje koles. Če ga pa odložiš izven tega mesta, pa potem plačaš neko določeno kazen. A pa zdaj to govorimo še o klasičnih kolesih ali govorimo zdaj že o električnih kolesih? V prvi vrsti govorimo o klasičnih kolesih, teh je daleč največ, si pa lahko na ulici sposodiš tudi električno kolo. Bi pa tukaj dodal še eno stvar, namreč kako se je tudi mentaliteta ljudi spreminjala v zadnjih letih. Se bom zdaj tudi pokazal, ki sem je živel v izredno lepem okolju. In ko sem jaz tja prišel, jaz sem bil vedno edini, ki je hodil v hribe, tekel, se rekreiral, kolesaril, dobesedno edini. Več let nisem srečal drugega športnika. Pa bi zdaj mogoče tudi šel na ta del mesta, kjer sem jaz živel. Tale posnetek je star 20 let. Mi vidimo tukaj, da so v bistvu praktično samo polja in pa nasadi, nobene resne infrastrukture. To je pa zdaj nov posnetek, ker pa vidimo, da je to res vibrantno mesto in tukajle. Koliko ljudi živi v tem mestu? V Hangzhouju je tam 8 do 10 milijonov ljudi, odvisno kako šteješ, v tem mojem distriktu pa 2 milijona pa pol. In vidimo tudi tukaj, da včasih so bila pravzaprav neka mokrišča, potem so pa v zadnjih letih tukaj zgradili pa vrhunsko jezero, ki je tudi praktično vrhunska turistična destinacija z luksuznimi hoteli, zabaviščnimi parki, muzeji, akvariji in tako naprej. No in ta del je bil res tako fantastičen, naprimer za šport in jaz sem bil leta edini tukaj. No zdaj, če gremo pa zadnje leto gledati, pa po covidu, imamo pa tukaj spet veliko kolesarjev, vendar so to kolesarji rekreativci. Vsak dan jih je šlo na stotine in stotine mimo mojega doma in to so vsi recimo perfektno opremljeni s karbonskimi kolesi z vrhunsko opremo. Tukaj pa še majčken inside od tega moje bližnje okolice. Tudi Kitajci, ki so prišli do mene, so naprimer rekli, wow, to pa za Kitajsko ni standard, da živiš v takem okolju. Tako da to je bila ena sprememba, druga pa seveda okolje. Kot vidite, okolje se je v zadnjih letih izredno očistilo in danes, če sem na začetku 2 meseca na leto uporabljal masko zaščitno proti prašnim delcem, jo zdaj mogoče samo še 1 ali pa 2 dni v zimskih mesecih. Okay. Se pa verjetno po koroni, mi smo v času korone, ko smo tudi sami bili zaprti, gledali še toliko bolj brutalne posnetke iz Kitajske, ko so jih dobesedno zaprli v bloke, zašvasali in tako naprej. Vi ste bili v času korone tam, ne? Ja, tako je. Kako je to izgledalo? Pa kaj se je potem spremenilo po koroni? Ja, najprej bi mogoče pogledal sam, kako je sama korona izgledala. Torej, ko se je to začelo, nas je bilo dejansko zelo strah. Situacija je bila skrajno neugodna, na telefonih smo nekako videli posnetke, kaj se dogaja v nekaterih mestih, ljudje so dobesedno umirali na ulicah, bil je kaos, nihče ni vedel pravzaprav, koliko je virus nevaren, kaj naj naredi. Dejansko takrat se ni vedelo, ali je virus smrtonosen skoraj za vsakogar, ali bo to izvenelo na koncu. A to govorimo še recimo o decembru 2019? To govorimo o sredini januarja 2020. No in Potem so se pa začeli tudi lockdowni, tam nekje mislim, da v marcu. Zdaj ne bi šel čisto kronološko čez to, ampak Kitajska je zelo resno začela zapirati, praktično tudi ves transport. In kar je pa tukaj zanimivo, vsak prebivalec je na svojem WeChatu, to je komunikacijski kanal na Kitajskem ali pa komunikacijska aplikacija, dobil neko kodo, s katero si se moral skenirati, preden si zapustil mesto in ko si v novo mesto tudi prišel. In tam je bila tudi tvoj report teh swapov, torej testov na COVID. In ta režim je bil izjemno strog.
več let. In kar bi pa tukaj želel povedati, mislim, da bo kasneje govorila tudi o nadzoru, ne? Na ta način je država točno videla, kdo se kje giblje in na ta način so lahko tudi posameznikom prepovedali, da potujejo z vlakom, avionom na določene lokacije. Ne? Potem, ko je bil pa ta lift, mislim, da se je pa to zgodilo v januarju 2023 ali pa kakšen mesec prej, so pa kar naenkrat izginile vse te aplikacije, vsi reporti, kot da se nikoli ne bi nič zgodilo, je življenje steklo naprej praktično čez noč. No, pa če se še vrnem na vaše vprašanje, kaj se je spremenilo po COVID-u, jaz bi izpostavil dve stvari, ki sta pa v bistvu tudi med sebojno zelo prepletene. Krovni naslov vsega tega bi bil tehnologija, tehnološki napredek, ki je bil absolutno neverjeten. En primer, prej na Kitajskem si še vedno lahko plačeval z gotovino, sej tudi danes še vedno lahko plačuješ, vendar je postal nekak, recimo temu inconvenient, ker naprimer na določenih mestih, naprimer, ko moraš plačati parkirišče, nimaš druge možnosti, kot da plačaš z aplikacijo. Tako da, absolutno... Z aplikacijo, ne s kreditno kartico. Tako, vse se plačuje z aplikacijo in internetna plačila so prišla na mesto totalne dominance po COVID-u, pa tudi tehnološki razvoj na drugih področjih. Zdaj, če vemo, kako je bilo v Evropi, veliko ljudi po Evropi je bilo doma med COVID-om. Ali pa je bilo delo od doma, pa je bilo bolj ali manj resno, pa tako naprej, stvari so bile zaprte. Na Kitajskem so bili tudi ljudje v narekovajih zaprti, ampak mnogi v tovarnah, v inštitutih, razvojnih centrih. In takrat, to je trajalo 3 leta, in takrat so oni naredili neverjeten napredek, predvsem na področju avtomobilske industrije, ki jo sam tudi najbolj poznam. In takrat so naredili, bi rekel, da tak naskok, da ga bo pa zdaj zahodni svet izredno težko ujel. No, o tem se bova tudi še malo kasneje pogovarjala. Prej ste omenili, da je država začela urejati ta parkirišča za kolesa, še kolesa. Mi si tle seveda predstavljamo, da je to Kitajska pač ni ravno demokratična politična ureditev in si to predstavljamo, da gre večinoma vse s befeli, s prisilo. Kako pa to v bistvu tam izgleda? Ena stvar sem v bistvu že omenil, to je ta nadzor prek aplikacij, ko dejansko država ve, kje se giblješ, ve tudi, kje spiš, pa s kom, zaradi tega, ker te vedno se moraš prijaviti v hotel in vsi gosti se morajo prijaviti in na ta način imajo praktično vso evidenco. Tudi, naprimer, ko greste vi k zdravniku, se vaš health condition oziroma zdravstveno stanje zapiše v nek centralni register. Potem je pa to tako, stvar ima pozitivno ali pa iz zahodne perspektive tudi negativno plat, ker na zahodu vendarle imamo radi nekaj zasebnosti pa tako naprej. Ampak če pa gledaš samo iz vidika uporabnika, ima pa to veliko pozitivnih plati. Naprimer, če greš ti k zdravniku v enem mestu, drugič greš pa, ker si na neki službeni poti, si mogel obiskati zdravnika, greš pa k zdravniku tja, imaš ti v bistvu vso zgodovino svojih reportov na svojem mobilnem telefonu in to lahko takoj deliš z zdravnikom v nekem drugem mestu. Ampak verjetno je point, mislim, z našega vidika zelo pomembno tudi to, da v bistvu ima država, in pač ne vemo, kaj je to vse država, vpogled v vso to zbirko podatkov vsakega posameznika, kar je v bistvu nek milijarden pa pol Big Brother. Je tako? Seveda, to je ena od možnih perspektiv. Potem, naprimer, tudi če se zaposliš ali pa želiš zaposliti, če si Kitajec, pa se želiš zaposliti na neko ključno pozicijo za državo, seveda bo tvoj delodajalec država takoj vedel, kakšno je tvoje zdravstveno stanje. Ampak po drugi... Kaj se še zbira o prebivalcih, poleg zdravstvenih, ki se gibajo? Kje podatki vse, ali pa si zamišljate, ker verjetno tudi vi ne veste, kaj vse se zbira? Torej, če nekoliko poenostavim, vse, kar delaš online in na Kitajskem praktično vse delaš online, se zbira ali pa se lahko zbira na nekih centralnih serverjih. Zdaj, če se malo pohecam, država dejansko ve, ali ti kupuješ otroško hrano, ali kupuješ gorivo pa cigarete. In seveda, zdaj nekatere mesta so tudi uvedla ta social scoring, kako dober državljan si.
In seveda zdaj, če kupuješ plenice pa otroško hrano, potem si verjetno zelo dober državljan, ker vzgajaš novega davkoplačevalca, pa ker skrbiš, da bo narod živel naprej. Če kupuješ alkohol pa cigarete pa videoigrice, potem verjetno nisi preveč zgleden državljan in se ti bo to poznalo potem pri tvojih priložnostih naprej v življenju. Če pa še celo nekoliko skreneš iz poti zakona, pa so posledice lahko precej hujše. Naprimer, če te dobijo, da voziš pijan, potem dobiš ne le prepoved vožnje, ampak tudi prepoved uporabo hitrih vlakov in pa letal, kar pa potem vpliva na tvoje zaposlitvene priložnosti. Ne? Ja, in seveda tudi na tvojo kariero in mogoče otrok potem se ne more vpisati v dobro šolo in tako naprej. No, če smo že pri nadzoru, kakšnega nadzora je pa deležen tujec, ki pride na Kitajsko? Pa govorim tako, od turista, ki pride priložnostno za nekaj dni ali pa tednov, do rezidenta, ki pride tja, ne vem, ali zaradi nekih osebnih ali pa zaradi poslovnih razlogov. Ja, v osnovi si deležen enakega nadzora kot vsak povprečni dober iz vidika kitajske države, državljan Kitajske. To pomeni, da država pač vidi, kje se giblješ, kaj kupuješ, s katerimi prevoznimi sredstvi se voziš, kje prebivaš v hotelih, koliko denarja porabiš. Zdaj, seveda, če si pa eden od rizične skupine iz vidika kitajske države, naprimer, da si novinar, pripadnik neke politične stranke, državni predstavnik in tako naprej, potem si pa seveda lahko podvržen še precej bolj strogemu nadzoru. In naprimer, vkolikor država potrebuje nek leverage, nek vzvod v pogajalski poziciji napram Zahodu, te seveda za to lahko tudi uporabijo. Ampak mislim, da je to. No, če pogledamo primer, ko so ZDA aretirale eno od vodij podjetja Huawei, je Kitajska tako imela na voljo, tako rekoč na svoji zemlji človeka, s katerim ali pa preko katerega je lahko izvedla povračilni ukrep. Ok. A pa ste se vi tam za tega nadzora počutili nelagodno, je treba to odmisliti? Torej, zaradi tega digitalnega nadzora se nisem počutil preveč nelagodno, mogoče tudi zato, ker vendarle sem tujec, vendarle lahko vedno zapustim državo, če to želim. Verjetno to ne bo vplivalo na to, ali se jaz lahko vozim z vlakom ali z avionom, zaradi tega, ker pač tam ne kršiš zakonov kot tujec. Tako da mene v osnovi to ni preveč motilo. Je pa tako, če pa gledaš zgodovinsko, pa kot prebivalec ali pa tudi kot tujec, turist ali pa zaposlen, od tega itak profitiraš, ker tudi Kitajci ti povejo, kako je to 30 pa 40 let nazaj izgledalo, ko tega nadzora ni bilo možno izvajati na tak način. Po cestah se je divjalo, veliko smrtnih žrtev je bilo na cestah, korupcija je bila veliko bolj intenzivna, kot je danes. In ves ta nadzor je v bistvu državo tudi na nek način spravil v red in jo hkrati naredil prijetno za bivanje. Tukaj bi dodal še en komentar. Imam kar veliko kolegov, ki so naprimer študirali, živeli na Zahodu, Ameriki, Veliki Britaniji in Nemčiji, so se potem vrnili na Kitajsko in danes jim tam ustreza in želijo tudi tam ostati. Seveda se zavedajo tega nadzora, ampak oni mi povejo točno to, saj ravno zaradi tega je Kitajska postala varna in prijetna za bivanje in zaradi tega si želimo ostati. A pa pričakujete, da bo ostalo pri tej funkciji nadzora v smislu delanja reda v vsakodnevnem življenju, ali se bo to, kot se nam rekla ponavadi, ampak večkrat izrodi v neke večje dimenzije v smislu, ne vem, tega, kar smo recimo za železno zaveso gledali v prejšnjem stoletju. Ja, jaz bi tako rekel, kot sva rekla, Kitajska pa ta odločevalska veriga pa pogajanja zelo pogosto delujejo na principih tega leveragea, tega vzvoda, ki ga imaš do svojega nasprotnika, s katerim se pogajaš.
In seveda zdaj, če Kitajska vse te podatke ima, jih bo, če bo to kdaj potrebno, oziroma ko bo to potrebno, uporabila v svoj prid. Okay. Ne, ampak kaj pa tako v smislu meta podatkov, se pravi v obdelavi širših velikih baz, ne, in obvladovanja množic. In v bistvu pod vprašanje, a sploh mora še kaj posebej delati, ker vidim, oziroma zaznavam tudi iz tega, kar vi govorite, da so se ljudje tam kar sprijaznili s takim načinom življenja. Tako. A sploh zahtevajo neke večje človekove pravice, zasebnost? Torej, seveda, marsikoga to moti. Ampak vseeno, tudi tukaj obstaja druga plat. Ne? In sicer 40 let nazaj je bila Kitajska revna dežela in praktično vsi so bili revni in kdor je imel dobesedno pač pujsa doma, ta je bil že med glavnimi na vasi. Ne? To je bila neka velika vrednota. In potem ljudje, ki so danes, pa se bom k temu vrnil, ki so danes v svojih 60 letih, so kot mladostniki, kot najstniki sanjali o tem, da bi nekoč imeli svoje kolo. Mnogi od teh so kasneje postali tudi multimiliarderji, ki se danes vozijo po svetu s privatnimi letali. In oni vejo, pa ne samo oni, ne, tudi srednji sloj je izhajal iz tega okolja, kjer praktično ni bilo niti hrane, danes pa živijo zelo kakovostno in imajo številni bistveno boljši življenjski standard, kot ga imamo tukaj na Zahodu ali pa tudi naprimer v Sloveniji, v Nemčiji. In oni vejo, da jim je bilo to omogočeno ravno zaradi sistema, ki je takšen, kot je. Se je to omogočilo to hitro ekonomsko ekspanzijo. Tako da, seveda, čeprav mnoge... so se sprijaznili v zameno za večje blagostanje. To me še v bistvu zanima. Ne? Če smo pri predsodkih, ne, en večjih predsodkov ali pa mitov v zvezi s Kitajsko, predvsem pa z nepoznavanja, tudi z zaprtosti države do zdaj, ne, je to, da so Kitajci večino malo kmetje, ki sedijo riž po podeželju in tako, ali pa delavci, ki delajo v tovarnah za Zahod, kar smo bili navajeni tam še v prejšnjem desetletju ali pa tudi še v zdajšnjem. Koliko je zdaj v bistvu tega, kakšna je slojitev družbe v smislu ultra bogati, srednji razred in ali kaj še vmes med ultra bogatimi pa srednjim razredom in unimi, ki so še vedno revni ali pa živijo v pomanjkanju. Ja. Torej, Kitajska je res velika dežela, ne? Vemo, kako veliko prebivalstvo ima in seveda v taki masi ljudi najdeš vse sloje. Ampak spet, če pa pogledamo trende, danes je verjetno 500 do 600 milijonov Kitajcev še revnih. Ampak po drugi strani skoraj milijarda jih ni več revnih in okrog 500 do 600 milijonov jih je v neki definiciji srednjega sloja. In vsi na Kitajskem praktično se bodo fokusirali ravno na to zgodbo o uspehu. Poglejte, 30-40 let nazaj smo bili vsi revni, danes pa imamo že milijardo ljudi, ki ni več revna, oziroma čisto po uradni kitajski dikciji, oni celo pravijo, mislim, da so 5 let nazaj to dali kot uradno izjavo, da so oni izkorenili hudo revščino. Tako da oni to vidijo kot zgodbo o uspehu. To je sicer verjetno bolj politični statement, ker ne nazadnje smo ravno zdaj prejšnji teden videli, da je Kitajska partija na letnem kongresu sprejela nove smernice, o katerih še ne vemo podrobnosti, in se fokusirajo na domačo potrošnjo, na domačo porabo, ki se po koroni sicer je rasla, ampak ne tako skokovito, kot je partija Kitajska pričakovala. Bodo ti ukrepi po vašem pričakovanju usmerjeni v ta najnižji, najrevnejši sloj, v srednji sloj ali v te ultra bogate? Jaz mislim, da bodo usmerjeni v vse sloje. Hkrati bi pa dodal to, da trenutna politična veja partije stremi k temu, da se družba ne bi
razslojevala na nek, v narekovajih, neokusen način. Naprimer, še 10 let nazaj, ali pa prednji trenutni predsednik prišel na oblast, je bilo na Kitajskem veliko raziskovanja bogatstva, tega opulensa, razmetavanja in to na vseh frontah, naprimer tudi s hrano in tako naprej. Zdaj pa to razmetavanje in razkazovanje nikakor ni več vrednota in v bistvu, če ste naprimer znana osebnost in razkazujete svoje bogatstvo, razmetavanje, tudi naprimer prenajedanje ali pa puščanje hrane na mizah v gostilnah, vas lahko letijo neke posledice. Ne? Kakšne recimo? Ja, če ste naprimer znana osebnost, lahko izginete iz javnega življenja. Ne? Se pravi, da se ta vaša beseda ali pa to vaše raziskovanje bogatstva ne more več širiti. Ko ste ravno to zdaj omenili, par takih primerov je prišlo tudi do Zahoda, ko so razni milijarderji, multimilijarderji, znane igralke, se nekaj spomnim, tako kar čez noč zginile. Kako to odmeva, kako je to videti, take novice z Kitajske? A oni razložijo, zakaj so ga umaknili, oziroma kako to izgleda? No? Torej, to, da bi, jaz ne poznam primera, ko bi prišlo do uradne razlage, zakaj so nekoga umaknili, razen če je to neka politično korektna razlaga v smislu zaradi utajevanja davkov ali kaj v tem smislu. Ne. Navadno se ne navede tistega razloga, ki je pa večini opazovalcev očiten. Ko ste omenili podkupovanje, kako, mislim, se vsaka država, vsaka družba, se pravi, kjerkoli so ljudje, obstaja tudi korupcija. Se to vidi v vsakodnevnem življenju, koga se podkupuje, kako se podkupuje, ali lahko preživiš brez tega? Na občini komu nesti zdravniku 10 dek kave, tako kot le. Torej, jaz sem bil na Kitajskem po tem močnem crackdownu proti korupciji, tako da mene se to ni kaj dosti dotaknilo. To, da bi se podkupovalo na uradih pri zdravnikih, ne, tega absolutno ni, vsaj ne na način, da bi to prišlo do tujcev. Ne. Seveda se veste, na Kitajskem, naprimer, ti ne moreš ali pa ne smeš vprašati, ali bo tvoj bodoči otrok, ki je šel v trebuhu, kakšnega spola bo. Seveda se govori potem, da pa obstajajo podzemne klinike, ki pa za podkupnino tako informacijo izdajo, naprimer, ampak kot do tujca v tem formalnem, urejenem sistemu podkupovanj na tem nižjem nivoju ni. Seveda imate pa potem te velike posle, ki so državnega pomena, ki so institucionalni, tam pa seveda se lahko izvajajo neke vrste korupcija na tak bolj prikrit, ne tako zelo očiten način, v smislu favoriziranja za določene posle in tako naprej. Kako pa izgledajo birokratski postopki? Recimo, kot tujec prideš v državo, če prav razumem, je prva stvar, kar moraš, da dobiš telefon, in se pravi potem se vse čez aplikacije odvija. Kako to izgleda, koliko časa traja, a je naporno? Je zelo naporno, predvsem zato, ker na začetku ne poznaš korakov, ne znaš jezika, ne veš, kam se obrniti, znavigiraš se težko po mestu. Jaz, na primer, na začetku res, da sem se predvsem fokusiral na delo, ampak sem rabil recimo 2 leti, da prideš v ta sistem, da vse dokumente urediš, da razumeš v kitajščini vse tiste aplikacije, ki niso prevedene. Ampak potem, ko si pa enkrat v tem sistemu noter, pa stvari tečejo relativno gladko. Seveda se zgodi, naprimer, da greš na urad, prineseš neke dokumente, ti rečejo, dopolni še tole pa tole, prideš naslednji dan, čakaš in ti rečejo, ja, pa še tisti 3. dokument rabiš, ti niso prvič vsega povedali. Ne moreš druga, kot da se obrneš in greš nazaj domov. Ampak je pa res, da je tega vedno manj, tudi zaradi tega, ker so stvari vedno bolj digitalizirane in te tako ali tako tudi na upravni enoti računalnik vodi, v katerem koraku si in kaj je tvoj naslednji korak. Ampak če vas prav razumem, pa moraš imeti neko poznavanje kitajščine, če si tam za dlje časa, ker če ne razumeš niti aplikacij, kaj hoče od tebe.
Torej, ja, da bi kar prišel na Kitajsko brez poznavanja jezika, kulture in da nimaš nekega Kitajca, partnerja, ki te vodi čez te postopke, si ne predstavljam, kako bi to pač prišel skozi. Seveda prideš, ampak zgubil bi pa neskončno časa in živcev. A pa se te aplikacije, s katerimi ki jih potrebuješ za vsakodnevno življenje, se kaj več prevajajo v angleščino, v kakšne druge jezike ali ne? Odvisno. Naprimer za bukiranje kart za vlak lahko uporabljate angleške aplikacije, ampak je potem kakšna funkcionalnost manj v njih. Ne? Zdaj, če ti je v redu, da te funkcionalnosti nima, bom dal nekaj banalnih primerov. Naprimer, lahko kupiš karto za vlak, ampak če potujeta dva skupaj, nimata funkcije, da bi izbrala, da sedita skupaj na vlaku. Ne? Ali pa, naprimer, če izgubiš prtljago, potem v prevedeni aplikaciji nimaš možnosti klikniti, da si izgubil prtljago, ampak potem potrebuješ pomoč nekoga zunanjega. Ne? A pa pričakujete, da se bo to kaj zdaj spremenilo v kratkem, glede na to, da je ena izmed teh ukrepov za povečanje domače porabe naj bi bila tu usmerjena v bistvu tudi v tujce, v prihode turistov. Zdaj konec lanskega leta smo že videli, da je Kitajska naredila nek seznam oziroma podaljšala seznam za tujce, ki ne potrebujejo vize za ta kratkotrajna bivanja, turistična ali pa poslovna. Na tem je tudi Slovenija do 15 dni, če se prav spomnim. A se bo Kitajska zdaj bolj odpirala, a je mogoče zdaj v luči teh globalnih trenj in to ki je tudi zaustavilo, ali ne? Jaz bi rekel, da je težko dati neko univerzalno napoved, pač določeni segmenti poslovanja pa potovanj se zapirajo, drugi se relaksirajo in odpirajo. Zdaj te aplikacije se seveda postopoma vedno izboljšujejo, se prevajajo, da bi pa zdaj dobili nek dodaten push na tem področju, pa jaz ne pričakujem. Zadeve so dosti funkcionalne, da če nekdo pride za 2 tedna, se bo z nekaj malega pomoči znašel. Tisti, ki pa res želi to v globino uporabljati, ki tam živi, se bo pa tudi naučil tistih 200 znakov, da bo pač znal te osnove prebrati na aplikacijah. Ste že omenili, da vas je najbolj presenetila vsa tehnologija, ne? Ja. Lahko kaj o tem malo več poveste, kaj recimo imaš vse na voljo v vsakodnevnem življenju, pa recimo tukaj, ne govorim samo o Sloveniji, ampak na zahodnem svetu ni na voljo. Ja, ogromno stvari, ki so na kitajskem na voljo, izhajajo iz te zelo visoke koncentracije prebivalstva. Naprimer, food delivery, torej dostava hrane na vaša vrata, tam teče izredno gladko, izredno hitro, ponudba je izjemno pestra in pa predvsem ta dostava je izredno poceni. In sicer tako poceni, da si naprimer ljudje v pisarno naročijo dobesedno samo skodelico kave in nekdo s skuterjem to pripelje, gre na dvigalo in ti to prinese v pisarno. Ne. Zdaj, če pa gledamo bolj kompleksne zadeve, so potem to aplikacije, kot je naprimer avtonomna vožnja v vozilih. Tukaj imaš seveda veliko prednost, če imaš uniformno infrastrukturo preko celotne države, če imaš dober nadzor nad tem, kaj se na cestah dogaja in kako posameznik vozi, kakšno je stanje na cestah in seveda, če imaš dostop do visokih tehnologij. Tukaj bi omenil samo en zanimiv trend, seveda avtomobilska industrija je moje področje, tukaj lahko največ povem. Če gledaš, kje se je avtomobilska industrija razvijala, naprimer 40 let nazaj pa do zdaj, je bilo tako nekaj, je bilo na severu, Shenyang, Changchun, pa potem v notranjosti Kitajske, tudi v muslimanskih provincah, nekaj je bilo potem v najbolj razvitem delu Kitajske, torej na vzhodni in pa na južni obali, to so predvsem reke, delte rek Yangtze in pa Pearl River delta, biserna reka. Zdaj, če pa pogledamo v zadnjih letih ali pa sploh po COVID-u, je pa tako očiten trend, da je avtomobilska industrija bolj in bolj aktivna v najbolj razvitih delih države, manj aktivna pa v notranjostih države. Na kaj to kaže? To kaže na to, da avtomobilska industrija ni več zgolj mehanično, tehnično opravilo
neke mehanske obdelave in sestave vozila, ampak je vedno več razvoja, know-howa, prihaja iz sveta visoke tehnologije, elektronike, softvera, umetne inteligence. Je to tako bolj praktično za ljudi, ki nismo v avtoindustriji, povedati, kakšna tehnologija vse je zdaj v avtih, kitajskih? Ja. Torej, gledajte, če bi radi čisto praktično pogledali, imam tukaj le par videov, ki jih lahko pokažem. Tule so vozila, ki so že, naprimer, dostopne na kitajskem trgu. Naprimer, na kitajskem navadno ne obračate kar nekje, večinoma so ti U-turni na cestah organizirani, pa seveda veliko je, kako bi rekel, tight space, torej parkirišča lahko so majhna, lahko je pomanjkanje in bolj agilna vozila imajo tam prednost. Imajmo v mislih še, da Evropejci, vsi praktično smo rasli gor od dojenčka, starši, ki so nas vozili okrog z avtomobili in ker ni bilo še telefonov, aplikacij, kaj smo delali med vožnjo, seveda smo gledali skozi okno, gledali smo starše, kako menjajo prestave, poslušali motor in tako naprej in nam je to prišlo v kri. Kitajci te možnosti niso imeli, ker se šele zadnjih 15 let imajo zares poprečen Kitajec dostop do vozila in zaradi tega so tudi slabši vozniki, seveda če s tem niso gor rasli in jim potem neke funkcije, take pojačane manevrabilnosti vozila pridejo zelo prav in jih imajo radi in to je ravno zdaj na teh videih, ki jih tukaj delimo. Potem tukaj tole vozilo Denza, to je vozilo OEM-a BYD, vidimo, da lahko naprimer bočno parkira na način, da zadnji del vozila kar zdrsne v parkirišče. Potem imamo vozilo Xiaomi, ki lahko naprimer kar preskoči neko luknjo na cestah, ki jo vozilo tudi avtomatsko zazna, naprimer. To je iz vidika mehanike. Torej, rad bi poudaril, Kitajci so izredno dobri zadnja leta tudi v mehanskih opravilih. Potem pa imamo seveda še digitalizacijo vozila. Tukaj je pa največji beneficiary, bi rekel, potnik v vozilu. Torej, kitajska vozila niso tako zelo fokusirana na voznika, ampak na potnike. Pa ne v tem evropskem smislu, samo komfort sedežev, ampak na vsakega potnika posebej za njegovo individualno izkušnjo. Kar pomeni, vsak potnik ima svoj zaslon, na njem vrti lahko svojo vsebino in ima tudi svoj kanal za poslušanje glasbe, ker so naprimer zvočniki vgrajeni v naslonjalo za glavo. In naprimer, če ti nekaj rečeš, daš nek ukaz vozilu, naprimer, igraj to in to glasbo ali pa daj moj sedež udobno v ležečo pozicijo, vozilo prepozna, kje ti sediš in bo na tvojem sedežu opravilo tisto funkcijo. Da ne omenjam seveda, da ima vozilo totalno povezljivost s celotnim internetom, kot ga poznamo na mobilnih telefonih. Spet, če gremo v ekstrem, vi si lahko date na vozilo neko aplikacijo, ki vas bo opozorila, ko gre vaš maček doma jest hrano. Zakaj? Ker ima ta automatic dispenser za hrano, torej ko je določena ura, hrana pade dol v posodo, žival pride tja in ta naprava, ta dispenser naredi tudi sliko živali, ki je prišla to pojesti in vam pošlje poročilo na telefon oziroma v tem primeru v vozilo. Koliko so pa avtomobili povezani s to drugo platjo kitajske tehnologije, se pravi potem z nadzorom države? Jaz bi rekel, da zelo, saj vsa ta povezljivost, katero zdaj omenjava, to je seveda se zbira na serverjih največjih internetnih gigantov, katerih kontrola do dostopa do podatkov pa je v rokah vladajoče partije. To, ko sem se prvič pogovarjala o Kitajski z vami, ste mi omenili, da je točno to razlog, da evropska ali pa zahodna avtoindustrija nikoli ne bo ujela Kitajske, ker je preveč te digitalizacije, na katero zahodnjaki ne bi pristali v smislu tudi nadzora. Dajte to mečkeno bolj razložiti. Vseeno, živimo v Evropi in GDPR in te zadeve so malo bolj sensitiv tematika kot na Kitajskem. Ampak jaz mislim, da bomo marsikaj od tega vendarle sprejeli, tako kot smo tudi sprejeli deljenje podatkov z Applom, pa z Googlom,
zato da imamo pač benefit tega udobnega življenja, da veliko stvari uredimo preko telefona. Tako da jaz mislim, da bomo velik del tega sprejeli. Je pa res, ne, da večina ljudi danes, ki sodi v Evropi kitajske avte, vidijo le te vstopne modele, ki so danes na večini evropskega trga dostopni, nimajo pa še dostopa do teh top level modelov, ki pa ponujajo vse te dodatne funkcionalnosti. Bi rekel, da me celo skrbi malo bolj nekaj drugega, da zaradi tega, ker smo v Evropi omejeni s tem deljenjem podatkov in obdelav podatkov, da ne bomo imeli možnost uporabljati vseh funkcionalnosti, ki jih ta vozila ponujajo na kitajskem trgu. To je spet dilema, ne? A se za udobje odrečeš pač delu svoje zasebnosti. Ne? Ja. V bistvu me zanima tudi to, vi ste delali s več kot 200 dobavitelji. Kakšni partnerji so Kitajci, če jih recimo primerjate z zahodnjaki? Ne? Kakšne so kulturne navade med poslovneži, kako sploh prideš v neko, kako si pridobiš partnerja, dobavitelja, včasih, 20 let nazaj, pa tako smo se večinoma recimo bolj ukvarjali s kulturnimi razlikami z Japonci, za katere je veljalo, da si jih mogel skoraj da ne napiti, pa malo poveseliti. Kako je na Kitajskem s tem? Ja, v prvi vrsti bi rekel, da so gotovo odnosi, poznanstva med ljudmi, zaupanje. To lahko včasih tudi pomeni, naprimer, da imate z nekom neko skrivnost skupaj, ker si na ta način lahko bolj zaupata. Potem jaz imam kar nekaj... V smislu, da ga malo v šahu držiš, ali kakšno skrivnost? Tako, da lahko eden drugega, se pravi, če sta, bi rekel, nekaj poslovno ušpičila skupaj, ne? Potem praktično eden drugega držite v šahu, hkrati vama pa to daje tudi zaupanje enega v drugega, ne? Ker veste, da nihče te skrivnosti ne želi izdati. Ampak to so že bolj take, bi rekel, obrobne tematike. Tako, generalno gledano bi pa rekel, da Kitajci so precej delovni, sploh če imajo nad seboj nek pritisk ali da zaslužijo denar ali da morajo dostaviti rezultate do tega in tega datuma. Zaradi tega se tudi zelo hitro odločajo, odločitve pa lahko tudi zelo hitro spreminjajo. In to je mogoče eden od takih priporočil, ne, za zahodna podjetja, ko naprimer podpišejo pogodbo, mislijo, da sedaj je pa posel narejen, Kitajci pravijo, da so podpisali pogodbo, sedaj se pa lahko zares začnemo pogovarjati o poslu. Torej, to je za neko tako fluidno dinamiko, ki nima konca, ne, to je neka igra preko celotnega trga. Ampak prevaš vse en korak nazaj, kako sploh pristopiti? Na Kitajskem je množica podjetij, milijarde podjetij, kako narediti izbor sploh, kako potem pristopiti do teh, kako jih zbirati, lahko to delaš sama, ali rabiš tam nekega lokalca, da te uvede. Ne? Ja, večina ljudi to seveda dela preko nekega partnerja, ki ga pozna. Zdaj, ali je to prijatelj iz faksa, ki te nekomu priporoči, ali pač najdeš nekega zahodnjaka, ki je že na Kitajskem, pa ti on priporoči neko pravno podjetje, s katerim ima dobro izkušnjo. Torej, bistveno bolj efektivno, kot da ga ti samo poiščeš, klikneš na internetu in upišeš, je to, da te nekdo priporoči. Seveda pa potem tudi rabiš nekoga, ki mu zaupaš, ki Kitajsko pozna in ki bo že znal nekako preveriti tiste prave podatke, katero podjetje je nastalo včeraj in je bolj tvegano in pa katero podjetje dela velike posle že leta in tudi nimajo interesa, da bi nekoga za nek, v narekovajih, manjši posel iz njihove perspektive, da bi se z njimi igrali. Vseeno na Kitajskem imamo v mislih, da obraz, to, da ne izgubiš obraza, da ne izgubiš ugleda, to ima izjemen pomen. Seveda to se da potem tekom poslovanja izrabljati na različne načine, spet tudi kot nek leverage, kot nek vzvod. Te pa to dobro nekaj, kar je treba držati v mislih. Prvič, da če bo vedel kitajski partner, da si bo, če bo naredil neko neumnost, da si bo obraz umazal tudi prek nekih svojih povezav, ne samo do nekega tujca, ki ga ne pozna, potem bo bistveno bolj previden, kako dela posel s tabo. In verjetno tudi obratno, ne? Tudi obratno. Ja. No, ko te nekdo priporoči, kako potem
se sklene posel? A so to formalni sestanki, a so to bolj večerje, kosila, druženja, bolj neformalno? Kako to izgleda? A je veliko tega neformalnega dela? A je treba kakšna darila nositi? Ja, to je neke vrste the art of charm. Ne? To je v bistvu umetnost, je virtue, ni nekega jasnega priročnika, kako se to dela. Ampak vseeno, če skušam nekako povzeti, e-mail, telefonski klic, pa sestanek v pisarni navadno ne bo dovolj za izvedbo nekega posla, ki bo trajalo dolgoročno in kjer si stranki res lahko zaupata. A ne, kot zanimivost, na Kitajskem je zelo malo barov pa pubov, zaradi tega, ker ljudje večinoma hodijo na večerje. In ja, torej večerje in ta neformalna ali pa polformalna druženja so, ne bom rekel ključ do uspeha, so pa zelo pomembna pucla na poti do nekega uspeha in pa do uspešnih poslov. Šele tam imate potem tudi možnost izmenjati informacije v svojem privatnem življenju. Ja, med drugim Kitajci radi in včasih z veseljem delijo informacije o svojem zasebnem življenju, radi vprašajo, kako so vaši starši, ker to nekaj pomeni. Ne? In, če naprimer tudi poveš, kaj v svojem privatnem življenju, to tam ni smatrano kot neprofesionalno, ampak bolj kot indikator tega, da si s človekom prihajaš blizu in da mu zaupaš svoje privatne stvari. Ne? Niste povedali, a ga je treba napiti? Vsekakor je ta zadeva, to se je zelo, zelo spremenilo, ne, od recimo leta 2010 naprej, tudi Kitajci so ugotovili, da to pač ne vpliva na koncentracijo in pa na delovni performance, niti, mislim, ne vpliva pozitivno, niti nima pozitivnih vplivov na zdravje. Seveda pa, na zdravljenje je nek del kulture, ampak bi rekel, da to ni več tako divjeno, kot je bilo recimo pred 15 leti. Potem se s tem potencialnim partnerjem spoznata, se dogovorita, da bosta sklenila posel. Potem se podpiše pogodba formalno, rekli ste, ne, da ni nujno, da bo to izvedeno tako, kot tam piše. Na kaj je treba biti pozoren? Ja, tako zelo pogosto se zgodi kaj takega, da naprimer imaš mesece pogajanj, priprave pogodb in potem imaš praktično bliža se dan, ko se bo pogodba podpisala, pripravljene so stvari za ceremonijo in takrat od njihovega odvetnika pa pride še ena zahteva, da jim je pa nekaj pa popolnoma nesprejemljivo. Ne? In seveda ti kot zahodnjak v glavi si že ustvaril predstavo, da ste že za vse dogovorjeni, da je samo še stvar formalnosti ta podpis, ko vas doleti neka informacija, da je nekaj absolutno nujno spremeniti. A pa so to take malenkosti ali tudi lahko take zelo game changing stvari? To je potem zavisi od primera do primera, odvisno kako močni pogajalski poziciji je vaš kitajski partner. Ne? No in potem seveda vi to pogodbo, vi ta novo zahtevo sprejmete ali pa tudi ne, recimo da se za podpis pogodbe dogovorite. Potem naprej je pa tako, da itak sej tudi oni si želijo delati dolgoročno. Ne? In seveda bodo skušali vedno prilagajati tisto, kar je bilo dogovorjeno v pogodbi, ne bom rekel pod pretvezo, ampak se bojo izrazili, da je itak v interesu posla, da sedaj nekaj naredite, čeprav je v pogodbi pisalo drugače. Ne. Potem je pa še to tudi, kako si mi interpretiramo pogodbe, pa kako si jih oni, je nekoliko različno. To verjetno izhaja tudi iz našega ozadja, kulture, iz katere prihajamo. Zdaj na Zahodu so do neke mere zakoni pisani recimo temu jasno, pa je neka ločnica med tem, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno, kaj je prav in kaj ni. Na Kitajskem so ti zakoni pisani precej bolj mehko, megleno, včasih tudi z dikcijo, to je tako in tako, oziroma kot si interpretira odločujoča avtoriteta. Tako da oni so te... Zavisi, ne. Se pravi, tukaj sem mislil zdaj sodnika, ne, ampak sicer pa zavisi, kdo je, ali je to neka lokalno sodišče, lokalna arbitraža, državno sodišče, zavisi. No, ko ste davno to omenili, kakšna je pa potem pravna varnost? Ne? Zdaj, mi smo gledali tle, seveda iz oddaljenosti,
primer Evergrande, nepremičnina največja, ki se je v bistvu, so se postopki insolventnosti reševanja vlekli zelo dolgo, skoraj bi rekli kot v Sloveniji, so pa verjetno tudi kakšni, hitrejši primeri, kako je pač s pravnim varstvom, predvsem, če si ti tujec, a te na čigavo stran se postavi sodišče ponavadi? Torej, zelo težko je napovedati vnaprej, ampak dajmo pogledati par primerov. Recimo, da si tujec in na cesti ušpičiš neko neumnost, je nek manjši zaplet, mogoče tudi kakšna poškodba na vozilu, pride policija, vidi, da si tujec in v bistvu, ker vejo, da bo proces s tabo neprijeten, dolg, kompleksen, v bistvu ti bodo prej pogledali čez prste, kot pa naprimer domačinu. Po drugi strani, če se pa ne uspeš pogoditi na mestu, pa da greš v neke mline, v nek proces, potem imaš pa dostikrat kot tujec slabe možnosti za zmago, zaradi tega, ker seveda tam se nekako vsi poznajo in cel society bo potegnil skupaj. Naprimer, recimo, to je zdaj taka ljudska sodba, da se z nekom zapleteš, ali pa so bili primeri, ko so se tujci zapletli v nek prepir na ulici, ker je Kitajec nekoga recimo udaril. Ampak tam zelo hitro pride do narativa, da nekdo v ljudstvu zakliči, glejte, ta tujec je pa proti našemu državljanu, on je proti Kitajski in potem ga skupina naprimer pretepe oziroma mu nekako škoduje. To se potem seveda lahko dogaja tudi na višjih inštancah. Imamo pa tudi druge tipe nepričakovanih primerov, naprimer, verjetno se vsi spomnite vozila Range Rover Evoque, katerega podobno vozilo je proizvedel tudi proizvajalec Great Wall Motors pod brandom Landwind. To vozilo je bilo blazno podobno Range Rover Evoque. In Range Rover je šel v tožbo. In že mnogim prej, naprimer, ni uspelo uveljavljati intelektualnih pravic za industrijski dizajn, Range Roverju je v tistem trenutku uspelo. Država je verjetno ocenila, da potrebuje zaupanje Zahoda, da potrebuje zaupanje podjetij, da pridejo na Kitajsko, da delajo tam biznis in so razsodili v prid tujcev. Tako da bi rekel, zelo je case by case specific, težko je vnaprej napovedati. Nekoliko predstave o tem, kako se bo stvar šla, lahko pridobiš, če pomisliš, kaj je dolgoročno dobro za Kitajsko, kako naj razsodi. Seveda zamisli tudi od tega, ali bo primer v medijih odmeven, ali je to nek pač... Ampak so nasplošno, če bi tako poprečno gledali, postopki na sodiščih dolgi, so učinkoviti, če se reč? Tako je, zdaj država tudi želi, da ljudje niso v nekih dolgotrajnih postopkih in s tem izgubljajo čas in denarja, ampak želi, da delajo in da so na svojem delovnem mestu. Tako da bi rekel, ni čisto univerzalnega pravila. Marsikaj je rešeno v pol leta, marsikaj se vleče do 2 leti, to je pa to, kar je meni poznano. Skratka, zdaj sva na tem delu, ker bova počasi že končala, ko smo zdaj ugotovili, da smo kar naenkrat v 20 letih, da je zahodni svet postal tovarna Kitajske, ne več obratno. Kaj pričakujete v tem zvezi, da se bo zdaj naprej dogajalo? Jaz bi rekel, da to ni tako zelo presenetljivo, ampak dajmo pogledati te faze, kako so se odvijale. Prej ste omenili ta avto Volkswagen Jetta. Ti avti so se proizvajali tako, da so pač orodja ali pa model vozila je svojo življenjsko dobo v Evropi odslužil. Potem so firme ta orodja poslali na Kitajsko in so tam še 10 let pač poganjali ta orodja in delali ta isti model vozila. Zdaj ne bi šel vsako fazo čez fazo skupaj, ampak kje smo pa danes? Danes smo pa v fazi, ko se vozila pod evropsko značko razvijajo na Kitajskem, temelijo skoraj da v celoti na kitajski dobaviteljski verigi, potem se pa proizvajajo ali na Kitajskem ali v Evropi za evropski trg. Torej, ta zgodba se je v celoti obrnila okrog, mislim pa, da gre zdaj še dlje. Najprej je bila Kitajska proizvajalec nekih enostavnih predmetov, kot so kemični svinčniki za celoten svet. Zdaj Kitajska postaja hub
razvoja za cel svet, ne samo proizvodnje nekih enostavnih produktov. Ne. Zdaj bomo v kratkem lahko na temuju kupovali high-tech avte, ne več plastičnih drobnarij. Ja, mislim, da ne direktno na temuju, ampak pod podobnimi principi pa seveda lahko pričakujemo, da bodo ti avti prišli na ta trg. A pa si znate razložiti, zakaj pa mi zdaj bolj uspešno ne kopiramo od kitajskih inovacij, kot so pač oni prej od nas? Ja, jaz mislim, da je to relativno enostavno razložiti. Najprej je neka zagnanost, delovna etika. Ne? Torej, tako kot smo rekli, na Kitajskem, ko je bil COVID, so bili pač ljudje ne prisilno, ampak so bili v tovarnah zaprti, ne? In so noč in dan samo razvijali in vedeli so, da so razvojni časi zelo kratki in temu so posvetili življenje. Zdaj v Evropi pač se pogovarjamo o pravici do odklopa, pa da po 4 uri več ne moreš na e-mail. Ne? Seveda je s tem pristopom, pa še glede na to, da nas je bistveno manj in imamo tudi manj ljudi v produktivnih letih za razvoj, kjer je Kitajska ta trenutek na vrhuncu, je tukaj pa zelo težko konkurirati. Druga stvar je pa ta, da danes ogromno razvoja temelji na računalništvu, softveru, tudi zdaj vidimo umetni inteligenci, vedno več bo temeljilo na kvantnem computingu in podobno. In tukaj pa Evropejci preprosto nimamo takih internetnih gigantov ali pa podjetij. Ne. Naprimer, kitajski internetni giganti so se razvijali zadnjih 20, pa intenzivno zadnjih 15 let. In razvijali so se na bazi uporabnikov, recimo milijarda ali pa več. Ne. In seveda zdaj, to je zelo lep primer v avtomobilski industriji. Ne. Volkswagen je za razvoj softvera odprl podjetje Cariad, v katerega je namenil nekaj milijard evrov. Ne. Ker se zdi seveda iz evropske perspektive ogromen projekt, iz kitajske perspektive pa to tako. Vi ste zdaj v parih letih dali nekaj milijard evrov v razvoj nekega softvera, na Kitajskem pa nekaj gigantov, ki so fokusirani samo to dela že 15 let s tako veliko bazo uporabnikov in s tako veliko bazo razvijalcev različnih aplikacij, ponudnikov storitev in podobno. In to je izjemno težko ujeti. Si upate, prihodnje leto se začne uradno nova 5-letka, si upate napovedati, kje bo Kitajska tako v globalnem smislu po koncu te 5-letke? Zdaj, jaz bi mogoče vsem naredil korak nazaj, pa samo pogledal, kako pa so delovale prejšnje 5-letke. Ne? Torej, Zahod je tradicionalno, še iz časov hladne vojne, nekoliko zviška gledal na to centralizirano plansko gospodarstvo, češ, da je neučinkovito, neproduktivno, da se loteva napačnih projektov, da ljudje niso motivirani. Ne? In zaradi tega se pač Amerika, Evropa s temi kitajskimi razvojnimi plani nista kaj dosti ukvarjali. Ampak, poglejmo, kako sta delovala zdaj 13 in pa 14 5-letka, torej zadnjih 8-9 let, pa če pogledamo razvoj avtomobilizma oziroma specifično električnih avtomobilov, Kitajska je masovno investirala v pridobivanje surovin za magnete, čipovje in pa seveda baterije po celem svetu, Južna Amerika, Afrika, Jugovzhodna Azija, Avstralija. Potem je investirala vse naenkrat, in te industrije niso bile profitabilne. Hkrati je investirala v procesiranje in predelavo teh surovin, v razvoj baterijskih sistemov za hranjenje energije, skupaj danes naredijo oni vse od surovine do baterijskega kompleta s komunikacijskim protokolom. Po drugi strani so, kot smo rekli, investirali v software, o tem sva danes že dosti govorila, o izboljševanje svojih vozil v smislu hardvera, izboljševanje proizvodnih metod, naprimer gigacasting, vemo, da je zdaj popularen za skrajševanje proizvodnih časov vozila, pa za zniževanje stroškov. Investirali so v incentive, torej, da so ponudili neke bonbončke, spodbude ljudem, da so kupovali električna vozila, ponovadi so bili to neki tax breaki, in pa gradili so pospešeno elektrogeneracijsko in pa elektrodistribucijsko omrežje. Te aktivnosti so 15 let bile izjemen, neverjeten finančni zalogaj za kitajsko državo, ampak danes se jim pa vse te stvari sestavljajo skupaj
In država je redi, da se elektrificira in je totalno redi za zeleni prihod, ki se dogaja. V Evropi se pa že zadnjih 15 let pogovarjamo, ali bomo najprej delali polnilne postaje, ki niso profitabilne, če ni vozil, ali pač uporabniki, vozniki se sprašujejo, zakaj bi kupil električni avto, če pa ni polnilne infrastrukture. Pozabili smo pa na vse v ozadju, torej minerale in pa širjenje elektrogeneracijskega, elektrodistribucijskega omrežja, seveda smo pozabili na razvoj in pa Nemčija tukaj predvsem je totalno pozabila na to, da vozilo ne bo vedno izgledalo tako, kot izgleda po naši tradicionalni predstavi. Se pravi, da nekega užitka v vožnji, užitka v potovanju, užitka za voznika, ampak na Kitajskem gre to vedno bolj na odvračanje voznikove pozornosti od vožnje, pa da se lahko posveča sebi, potnikom in pa internetnim tehnologijam. Mimogrede, imate še kako zanimivo slikco za pokazati, ker zdaj bova počas končala? Jaz mislim, da sem kar pokazal tiste slikce, ki so bile za danes pripravljene. Okay. Vas še ima, da bi se še kdaj vrnili živeti na Kitajsko? Mislim, da ja. Jaz mislim, da se bo to nekoč še verjetno zgodilo. Ja. Če pa ne, pa seveda, ko si enkrat v tem sistemu noter, od Kitajske se ne moreš kar tako odklopiti. Seveda, da ne poslovno, ampak preprosto vidiš določene benefite, začneš ceniti, na kakšen način so postavili, razvili svojo ekonomijo, tudi prepoznaš neke določene prednosti njihovega izobraževalnega sistema, tako da na Kitajsko jaz mislim, da se vedno želiš vračati, ko enkrat prideš v ta njihov sistem. Če ti je blizu učinkovitost, pa ne toliko zasebnost, ne? Tako je. Okay. Najlepša hvala, gospod Štefe, da ste bili danes z nami, da sva se dotaknila vsaj enega koščka življenja in dela na Kitajskem. Hvala tudi vam, dragi gledalci, pa se vidimo naslednjič. Z veseljem pa hvala. Čau.